Ene stvari so kazniva dejanja, da je treba prijaviti na policijo. Meni je bil izjemno zanimiv podatek, da že leta 2018 je nasilništvo na spletu izrinilo klasičnega nasilništva, predvsem med mladimi, seveda je to tudi med starejšimi, ne? In zdaj, ko se naše življenje vedno bolj seli na spletu, se mi zdi, da postajamo tudi vedno bolj agresivni drug do drugega. Zakaj? Ker se lahko zaščitimo v anonimnostjo. V realnem življenju tega pač ni, se vidimo do sočloveka, si vendarle bolj prijazen. Na spletu pa nekako ne vidiš tudi, kakšen je povratni odziv do tistega, nad katerim izvajaš tega sovražnega govora. In zato mi kot Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki smo pristojni za informacijsko družbo, si ne moremo zatiskati oči, da tega ni. In želimo obravnavati digitalno preobrazbo v celoti, torej da tudi naslovimo pasti, ki jih ta prinaša. V lanskem letu smo začeli z izvedbo te kampanje. Zakaj? Ker smo opazili, da je res ogromno tega sovražnega govora, predvsem na spletu, na družbenih omrežjih, in smo želeli pokazati, kako dejansko pomeni, če nekoga, ki ga nekdo drug mogoče ima rad, ga začneš napadati z žaljivkami, z sovražnimi besedami. Na tak način smo želeli, da vsi predstavljajo, kako se žrtev počuti v tem primeru. Odzivi so bili fenomenalni, so bili nad pričakovanji. Tukaj moram priznati, da na začetku sama sem zelo oklevala, ali bi šli za tako grobimi besedami, ampak moram še enkrat poudariti, da to so besede, ki smo jih našli na družbenih omrežjih. To ni scenarij, da je nekdo pripravil te dialoge, ampak dejansko so te besede bile na družbenih omrežjih in smo jih samo uporabili. Ogledi 350.000 ljudi si je že ogledalo teh videov, pa tudi mednarodno so bili prepoznani, ker letos sem predsedujoča Svetovnemu forumu o informacijski družbi in celo FIFA, torej to je svetovna nogometna organizacija, jih je prepoznala kot izjemen primer borbe proti sovražnemu govoru. Mi smo marsikaj že naredili. Začeli smo najprej s tem, da smo vprašali mlade, kako oni doživljajo sovražnega govora, kako oni doživljajo nasilja na spletu. Že v lanskem letu smo izvedli en natečaj o sovražnem govoru, sodelovali so predvsem osnovne šole. Tudi v času krompirjevih počitnic smo izvedli veliko delavnic, ker si jih je udeležilo nadpovprečno število otrok, staršev in učiteljev, smo bili zelo ponosni. Potem v letošnjem letu smo izvedli nov natečaj na temo neresničnih informacij. Bomo izvajali v sodelovanju tudi za nevladnimi organizacijami, kot je safe.si, recimo so izjemno uspešni na tem področju, pa tudi druge organizacije, razne tečaje. Zdaj, naša naloga ni, da se toliko vključujemo v formalnem izobraževanju, ampak ravno z raznimi delavnicami, tabori, dodatnimi vsebinami pa lahko pomagamo tako otrokom, kot tudi staršem in učiteljem. Zmeraj rada poudarim, da digitalizacija oziroma digitalne tehnologije so samo orodje za to, da živimo boljše, da delamo boljše in tako naprej. Duševno zdravje je ravno to, izboljšana kakovost življenja. In z digitalnimi tehnologijami lahko dosežemo širšo skupino ljudi, lahko zbiramo njihova mnenja, lahko naslavljamo njihove težave, tako da digitalne tehnologije tukaj predvsem vidim kot eno orodje za ozaveščanje, za komunikacijo z raznimi ciljnimi skupinami. Ni pa zdaj, da obstajajo digitalne tehnologije, ki nam bodo pomagale, da zmanjšamo duševnih težav, ker če napačno uporabljamo digitalna orodja, problem lahko samo še povečamo. Ker v Sloveniji še zmeraj imamo odlično javno šolstvo, ker vsak gre skozi tega sistema, ne? Nimaš enake priložnosti doma, v šoli pa so vsi podvrženi bolj ali manj enakim pogojem. In če želimo to reševati, moramo iti za temi vsebinami v šoli. Da računamo na to, da bodo vsi starši digitalno pismeni, ne moramo računati. Ne smemo pa še zmeraj pozabiti, ko bomo izvajali ta usposabljanja, da niso samo otroci in učitelji, ampak so tudi starši, ki so danes, tako kot ste povedali, nimajo orodij, ne vejo, kaj naj naredijo. In mi, ko smo izvajali nagradne natečaje in za sovražni govor in za neresnične informacije, učitelji so nam povedali, da so oni tukaj
nimajo nobenih podlag, ne vejo, če pride do sovražnega govora in če otroci pridejo na šoli, niti svetovalne službe ne vedo, kako jim naj svetujejo, kako se naj zaščitijo, kako naj ravnajo, da recimo ene stvari so kazniva dejanja, da je treba prijaviti na policijo. Tukaj pa moramo še veliko narediti.